Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjeni prejemnice in prejemniki plaket Prostovoljci 2020, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani podpredsednik Državnega sveta, gospod Matjaž Švagan in spoštovani državni svetnik, Janoš Kern, državne svetnice in državni svetniki, ostali naši gostje in seveda vsi, ki nas spremljate nadaljavo, toplo pozdravljeni na današnji slovesni podelitvi plaket Državnega sveta Prostovoljci 2020. Mojster prakse sočutja in duhovni voditelj Dalaj Lama pravi, da je na vseh ravneh družbe, naj bo to družina, pleme, narod ali mednarodna skupnost, več sočutja ključ do lepšega in boljšega sveta. Težka naloga, si mislite, pa vendar se zanjo ponuja nadvse enostaven življenjski recept. Potrebno je le, da razvijamo svoje dobre človeške lastnosti. Za nami je posebno leto. Leto, ki ga je zaznamovala pandemija nove koronavirusne bolezni. Leto mnogih preizkušenj, stisk, skrbi, pa tudi izgub. Leto, ki traja dlje kot vsa druga leta, leto, ki kar kliče po dobrih dejanjih in dobrodelnih akcijah, s katerimi še močneje in odločneje razvijamo svoje dobre človeške lastnosti. In prostovoljke in prostovoljci ste kot vedno tudi v tej krizi stopili v prve bojne vrste. Zato je prav, da se vam na tem mestu, drugem domu slovenskega parlamenta, posebej priklonimo. Napočil je svečani trenutek, ko bomo podelili plakete Državnega sveta najbolj zaslužnim prostovoljkam in prostovoljcem Sloveniji. Svečanosti se je tokrat pridružilo še veselje, saj smo se po dolgi in naporni bitki le dočakali dan, ko se lahko snidemo skupaj. Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Je široko prepoznano kot vrednota, ki pomembno prispeva k družbeni blaginji. In kot tako je v naši družbi cenjeno, spoštovano in zelo razširjeno. Prav zato je podeliti plakete zgolj 14 najbolj zaslužnim prostovoljcem izredno težka in odgovorna naloga, ki jo je opravila posebna komisija Državnega sveta v sestavi Matjaža Švagana, Janoša Kerna, Zofije Hafner in moje malenkosti. Kako pa na prostovoljstvo in prostovoljce gleda predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca? Toplo vabljeni za govornico, ki ste jo sicer dobro vajeni, pa vendar imate danes pred seboj povsem drugo in naj dodam zelo izjemno občinstvo. Spoštovani gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da lahko v drugem domu slovenskega parlamenta tudi letos pozdravim najzaslužnejše prostovoljke in prostovoljce za leto 2020. Vas, ki še posebej izstopate iz množice prostovoljk in prostovoljcev, ki se vsakodnevno in v svojem prostem času razdajate za druge, ter nesebično pomagate na različnih področjih, kjerkoli vas potrebujejo. Prav korona kriza je v še močnejši in svetlejši luči pokazala, kakšen pomen imate, kako velik je vaš doprinos, kako nesebično podporo in pomoč delite, kako pomagate, da je med nami več strpnosti, solidarnosti in sožitja. V skupnem poročilu o prostovoljstvu za leto 2019 je zapisano, da ste slovenske prostovoljke in prostovoljci, ki delujete v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravili več kot 11,5 milijonov ur prostovoljnega dela. Če bi to prevrednotili v denarne vatle, bi bila ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji več kot 115 milijonov evrov. A verjamem, da vi na to ne gledate skozi take oči, da vam več kot materialna nagrada pomeni hvaležnost, veselje, olajšanje, zadovoljstvo oseb, ki jim namenite svoj čas, pomoč. In v tem se skriva osebna veličina vas prostovoljcev. Ob tem lahko rečem samo moj poklon.
Znano je, da ima prostovoljstvo v Sloveniji že dolgo in uspešno tradicijo, ki se nalezljivo širi iz generacije v generacijo. Življenje nam pogosto naloži težka bremena, stiske ali nepričakovane dogodke, ki smo jim težko sami kos. Takrat je vsaka roka, ki proskoči na pomoč, vsako uho, ki zna poslušati in dobra misel, ki vliva novo upanje, še kako velikega pomena. Še sploh takrat, ko se država zaradi vse bolj dušečih birokratskih poti, ki jih ubira, znajde z državljani tudi na nasprotnih bregovih. V spodbudo nam je tudi podatek, da je bilo v letu 2020 vpisanih 2150 prostovoljskih organizacij, kar je 228 več kot pred 2 letoma. V udejstvovanju v prostovoljskih organizacijah je tako izjemna spodbuda, da svet aktivno spremenimo na bolje, da skozi participacijo v prostovoljstvu razvijemo vse svoje skrite in manj skrite potencijale. Ker iz majhnega zraste veliko, podpirajmo projekte, ki že v osnovnih šolah otroke nagovarjajo k strpnosti, empatiji, pomoči šibkejšim in človekoljubnim dejanjem, kajti to je naložba v našo prihodnost. Predvsem pa, starejši, bodimo zgled mlajšim na tej poti, zagotovo ne bomo zgrešili. Podporno okolje pa mora omogočati tudi država. Želim si, da bi v prihodnje še bolje znala ohranjati partnerski odnos s civilno družbo, zlasti na področju prostovoljstva, saj so brez tega partnerstva lahko ogroženi demokratični temelji, na katerih smo se uveljavili kot narod in nacija. Prvi korak k temu so že storile nekatere občine. Veseli me, da je za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, so ustvarjene pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstva občin, letos maja naziv Prostovoljstvo prijazna občina ponovno potrdilo kar 25 slovenskih občin. 11 občin pa si je ta naziv prislužilo prvič. Naj njihovemu zgledu sledijo še druge. Spoštovani, naj vam ob tej priložnosti še enkrat čestitam za prejete plakete in se vam iskreno zahvalim za vaše delo. Naj bo vaša dobrosrčnost in pripravljenost pomagati v stiski nalezljiva, da bomo vsi občutili, videli, slišali in posledično pristopili k sočloveku, ki potrebuje pomoč, lepo besedo, toplo dlan. Iz srca hvala vam in vsem prostovoljcem za to, kar ste in za to, kar nesebično dajete slovenski družbi. Zaradi vas je svet lepši in prijaznejši. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Postregli ste z impresivno statistiko. Dejstvo je, da je prostovoljsko delo tako zelo različno od oblik in vsebin, pravzaprav bi lahko rekli, da je toliko oblik prostovoljstva, kot je prostovoljcev. Med njimi so tudi Tone Plavčak, Anton Kores, Janez Mrak, Slavko Živičnjak in Franc Turnšek. Fantje z vasi nas bodo pevsko popestrili dan z nostalgijo po starih časih. Nekdaj v starih časih je res prav luštno bilo, gostilno sem zahajal in vince pil sladko. A komaj sem si ljubco zbral, sam cesar mi
cesarja služiti, boš moral ljubca zapustit, cesarja služiti. 3 leta so minila, sam Hauptmann mi je djal, kasarno boš zapustil, jaz urlap ti bom dal. Oj, fantič ti, oj, fantič mlad, do zdaj si bil en fajn soldat, do zdaj si sukal sablico, zdaj boš pa ljubico. Do zdaj si sukal sablico, zdaj boš pa ljubico. Kakor je Hauptmann rekel, tako sem tudi storil, domov sem se povrnil in ljubco sem dobil. Sva pevala, sva vriskala, na srček se pritiskala, živela kot golobčka dva in srečo uživala. Živela kot golobčka dva in srečo uživala. Kdo je pravzaprav prostovoljka oziroma prostovoljec? Oseba, ki nesebično daruje svoj čas, znanje, energijo, veščine in še marsikaj drugega, kot bomo razkrili v nadaljevanju, za svoje okolje, pa naj bo to ulica, lokalna skupnost ali narod ali mednarodna skupnost. V naši sredini gostimo prostovoljke in prostovoljce, ki ste svojim večletnim požrtvovalnim delom prostovoljstvu na Slovenskem dali neizbrisljiv pečat. Zato vabim predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco, da podeli letošnje plakete. Na oder vabim prvo prejemnico plaket, gospo Vido Ban. Dober dan. Zahvaljujem se predlagateljem in Državnemu svetu Republike Slovenije za priznanje, ki ga sprejemam in pomeni tudi priznanje vsem mojim sodelavcem v vseh letih skupnega delovanja. Priznavanje prostovoljstva kot pomembne družbene vrednote in aktivnosti, ki prispevajo tako posameznikom kot širši družbi, je pač država uveljavila s sprejetjem zakona o prostovoljstvu. Ugotavljam, da je tudi v prostovoljstvu pomembno sožitje generacij. Pomembno je, da znamo pri svojem delu povezati izkušnje starejših in modrost starejših z zagnanostjo mladih. Ponosna sem, da se v prostovoljski organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije in Zveze prijateljev mladine Krško in vseh društev prijateljev mladine v Sloveniji, da znamo tu spodbujati in povezovati se s vsemi nevladnimi organizacijami in vladnimi organizacijami pri dobrobit otrok in mladine, družine in širše skupnosti. Glavna želja je boljši jutri za vse nas in pa ta spoznanje, da bi pač vsi ljudje na tem svetu spoznali, da je treba skrbeti ne samo za sebe, ampak tudi za vse ljudi tega sveta.
Še obrazložitev z naše strani. Gospa Vida Ban je ena izmed mnogih, ki so se tudi sami rodili šele ob rojstvu Zveze prijateljev mladine Slovenije. Njena generacija je v ZPM-ju ustvarila iz gibanja močno organizacijo pravih vrednot, ki je pomagala preživeti in polepšala otroštvo in mladost mnogim. Delo sekretarke ZPM Krško je prevzela že v času Rezi Pirc, ki je vedela, da lahko njeno delo prevzame le nekdo, ki je delal na področju izobraževanja. Ima organizatorske izkušnje, predvsem pa ima raje delo z ljudmi kot birokracijo. Po sistemskih spremembah je bilo delo v ZPM Krško zelo težko. Kljub temu je vztrajala v prvobitnem poslanstvu in pripadnosti delu z otroki in za otroke. Največ energije in dela je posvetila ohranjanju in ponovni oživitvi delovanja otroškega naselja ZPM Krško v Nerezinah. Tudi po upokojitvi še vedno deluje kot aktivna, neprofesionalna sekretarka in prostovoljka. Bila je glavna nosilka socialno-humanitarnih dejavnosti pri ZPM Krško v vseh preteklih letih, odkar sodeluje pri njenem delovanju. Lokalnem in širšem okolju je prepoznavna in poznana po izrednem socialnem čutu za pomoči potrebne družine in posameznike. S svojim delovanjem postala vzor mladim prostovoljcem. Gospa Vida Ban upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejša prostovoljka na področju pomoči posameznikom in družinam v stiski ter njenega dolgoletnega požrtvovalnega dela z otroki in za otroke. Čestitamo še enkrat. Na oder zdaj vabim drugo po vrsti prejemnico plaket, gospod Dejano Baša. Gospa Dejana Baša je dolgoletna prostovoljka na društveni ravni in aktivna na različnih področjih civilne družbe. Po zaslugi različnih projektov in prepoznavnih prireditev pa ni znana samo na Goriškem, pač pa tudi drugod po Sloveniji. Kar 30 let svojega dela je posvetila Turistični zvezi Nova Gorica. Bila je pobudnica ustanavljanja turističnih društev, ki jim še vedno nudi strokovno pomoč. Je ena izmed ustanoviteljev Turističnega društva Prvačina, v katerem je že vrsto let aktivna članica, dala pa je tudi idejno zasnovo za praznik Breskev in ga dolga leta tudi organizirala. Kdo ve, kdaj in ali sploh bi bila brez njenega srčnega in aktivnega pristopa obnovljena vasica Tabor nad Dornberkom, izoblikovana Vipavska vinska cesta, zgrajena pešpot od Lijaka do Sekulaka, kjer je povezovala 5 vasi. Bi se ljudje brez nje sploh združili in enotno nastopili na odmernem festivalu vin in oljčnega olja v Šempasu. Projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna, sodeluje od leta 1994 kot koordinatorka ocenjevanja na regijski ravni. Leta 2005 je bila pobudnica za ustanovitev Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink in ga vodila 8 let. Pod njenim vodstvom je društvo prejelo številne prestižne nagrade. Murkovo listino, nagrado Mestne občine Nova Gorica, sama pa je postala osebnost Primorske za mesec november 2009. Gospa Dejana Baša je tudi prostovoljna ocenjevalka oljčnega olja. Kot someljejka je aktivna v Društvu za razvoj pivske kulture Somelije Slovenije. Njene aktivnosti na področju enogastronomije so prepoznali v Evropskem vinskem viteškem redu in jo povabili medse. Njen moto je skupnimi močmi in povezovanjem do uspehov. Gospa Dejana Baša upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejša prostovoljka na področju raznolikega, izjemno aktivnega društvenega udejstvovanja na področju turizma s poudarkom na kulturni dediščini lokalnega in tudi širšega okolja. Čestitamo. Prostovoljstvo je v bistvu del mojega življenja. V bistvu takoj po končani fakulteti sem začela že v svojem rojstnem kraju delati kot v krajevni skupnosti. Seveda pol pa ustanovitev društev, povezava s turizmom, razne druge dejavnosti, ki se je vključevala, se pravi od ustanovitev društva Aleksandrink in ohranjanje njenega dediščine in seveda različne zadeve, volonterstvo tudi z someljejstvom, pa v viteškem, evropskem viteškem redu. Tako da
Prostovoljstvo je v bistvu moj sestavni del življenja. Moram reči, da gledam z ciljem, da bi še naprej delovala kot prostovoljka, da bi čim več pomagala ljudem in da bi moje delo in ustvarjanje bilo skupaj z ostalimi ljudmi, složno, kot je bilo do sedaj. Ja, v tem času moram reči, da je nekoliko manj prostovoljstva, kajti se ukvarjamo z drugimi tematikami, vendar jaz imam upanje, da koronavirusa bo kmalu konec in da se bodo začele ponovno prireditve, da se bomo lahko začeli ponovno združevati in pripravljati različne prireditve, kajti to je največ, kar pripravljam v svojem prostem času. Se pridružujemo lepi želji. Tretja prejemnica plakete je gospa Branka Bezeljak. Gospa Branka Bezeljak je poklicno delovala na področju kulture. Diplomantka slavistike na Filozofski fakulteti pa je področje svojega poklicnega dela praktično podvojila s prostovoljnim delom v Zvezi kulturnih društev kot vodja gledaliških skupin, predsednica Kulturnega društva Svoboda Ptuj, kot članica odborov in komisij v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in ZKD Ptuj, produktivna in večkrat nagrajena režiserka, predsednica četrtne skupnosti Center na Ptuju ter svetnica v svetu ter skupnosti. Kot prostovoljka trenutno vodi tudi območno združenje borcev za vrednote NOB Ptuj, kjer med drugim organizira in vodi njihove prireditve in slovesnosti. Sama je najbolj ponosna na svoje prostovoljno delo z mladimi na področju kulture, predvsem gledališča. Ljubljani na Ptuju vodi gledališki studio, iz katerega je šlo že 21 diplomantov oziroma še študentov na AGRFT ter številni odlični mentori. Ves čas prostovoljno vodi gledališko izobraževanje v gledališkem studiu, saj želi, da imajo vsi mladi možnost brezplačno sodelovati z najboljšimi mentorji. Prav tako z mladimi pripravlja številne dogodke, proslave in performativne predstavitve, s katerimi mladim omogoča, da spoznavajo psihosocialne veščine za študij in bodoči poklic. Obenem pa je studio tudi zatočišče mladim v stiskah. Še posebej gre izpostaviti delovanje alternativne scene v stari steklarski delavnici na Ptuju in v Teatru 3. Osebnost gospe Branke Bezeljak je primer izjemnega, maksimalno družbeno odgovornega človeka, ki svojo poklicno kariero jemlje zgolj kot osnovo, ki jo je mogoče s prostovoljnim delom bistveno nadgraditi. Gospa Branka Bezeljak upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejša dolgoletna prostovoljka na področju kulturnega, društvenega življenja in požrtvovalnega vsestranskega dela z mladimi. Prostovoljstvo človeka zaznamuje že v otroštvu. In jaz sem imela nekako to srečo, da so že moji starši ves čas delali prostovoljsko, že med vojno so bili aktivisti in partizani. To je nekako v celi družini in že pred vojno, ko so bili na Primorskem njihovi starši. In potem, ko sem pa začela hoditi v osnovno šolo, tam pa avtomatično prideš, sploh ker smo nekaj časa živeli v Polhovem Gradcu, si povsod vključen v društveno življenje in v pevski zbor in folkloro in gledališko skupino in to me je nekako verjetno zaznamovalo, da sem potem, ko sem prišla v službo na Ptujsko gimnazijo, začela z mladimi delati naprej, tako kot so nekoč prej moji mentori z menoj. In nekako ti to položijo, to ljubezen in predanost. In potem pa je en del te moje dejavnosti seveda postalo tudi moja poklicna pot, kajti 82. leta sem se potem zaposlila v Ptujskem gledališču pri Zvezi kulturnih društev Ptuj, kjer sem ves čas vodila gledališko dejavnost in vse kulturno-umetniške programe, abonmaje in vse pač tudi profesionalno kulturo. Paralelno pa, če sem želela, da bi nastajal tudi podmladek in ker je bilo treba izobraževati mentorje v gledaliških skupinah v okolici,
sem videla, da je to edino možno na ta način, da sem začela uvajati pedagoške programe za mlade, za mentorje. To pa je tisto, ki je bilo pa izrazito prostovoljsko delo moje, ker se mi je zdelo, da je to eno glavnih poslanstev, ki mi je bilo namenjeno v življenju. In s tem delom nisem še končala, se pravi tudi letos v korona času, sem še zmeraj imela gledališki studio na Ptuju, premiero s Teatrom 3 in nekako se mi zdi, da je ob vsej uradni kulturi treba z mladimi ustvarjati, danes grdo to sliši, ampak alternativne oblike, ki jih spodbujajo k drugačne oblike kulture. In ves čas svojega službovanja sem skrbela za to, da je prihajalo v te skupine čim več mladih, od gledališčnikov, literatov, rockerjev, jazzerjev, likovnikov, to se je vse povezovalo in ob tem delu in delavnicah so seveda nastajale produkcije in gledališke predstave. Vsakokrat znova rečem, že odkar sem šla v pokoj, da ne bom več tega delala, da pač je že čas, da se umaknem mlajšim, ampak zmeraj me še nekako povabijo, da sodelujemo in zdi pa se mi zelo pomembno, da medgeneracijsko sodelovanje, kajti tisti, ki imamo znanje in izkušnje, je nujno, da ga prenašamo na mlajše rodove, seveda na način, ki je njim blizu. Kajti s tem se pa tudi mi veliko lahko naučimo in tu zdaj ravno vidim najboljšo možnost povezovanja, sploh pa v teh korona časih, ne bi rekli, ker sem se preko njih naučila en kup teh tehnoloških postopkov. Jaz pa njim dajem tudi vsebine, ki so vezane na šolske programe, ki jih nimajo direktno in pa na to, da je treba mladim nekako pristopiti tudi v njihovih privatnih stvareh, čustvenih stiskah. In mentorsko delo je pač takšno, da je 1/3 ustvarjalnega procesa, vse ostalo pa je družabnost, odpiranje svetov, približevanje, čustvene stiske in radosti in to tudi človeku daje moč za naprej. Čestitamo. Naslednje prejemnike plakete ste že spoznali. To so fantje z vasi, ki bo zastopal na odru gospod Tone Plevčak. Fantje z vasi nastopajo po vseh domovih za ostarele. Prepevajo tradicionalne zvirne slovenske pesmi, s tem pa popestrujejo življenje starejšim, onemoglim ljudem. Do sedaj so nastopali že v 75 domovih, prevozili 5800 km, poslušalo pa jih je 3600 stanovalcev domov. Dejavnost fantov z vasi sloni na izključno prostovoljnem pristopu, saj so do sedaj vse naštete nastope opravili v lastni režiji. Fantje z vasi upravičeno izpolnjujejo vse kriterije kot najzaslužnejši prostovoljci na področju dela z ostarelimi in onemoglimi ljudmi v domovih za starejše. Čestitke. Fantje z vasi smo na svojo pot stopili pred 2 leti. Najprej smo zapeli v domu starejših v Slovenskih Konjicah, ker smo peli naši domačinki za njen 100. rojstni dan. Potem je naša pot šla naprej po naših bližnjih domovih in kaj kmalu smo spoznali, da z pesmijo delamo 2 dobre stvari. Ohranjamo izvirno ljudsko pesem ter osrečujemo in prinašamo zadovoljstvo in srečo v domove za starejše, kajti tam te pesmi radi prisluhnejo. Do sedaj smo zapeli v 76 domovih. To leto imamo še plan, ko bojo razmere dovoljevale, da našo pot tudi po 3 letih zaključimo, ko bomo zapeli v 125 domovih. Naše poslanstvo nas krepi, nas povezuje in veseli smo, da smo bili letos tudi opaženi na tako visokem nivoju državnega sveta in smo prijemniki
tega priznanja, ki ga vsako leto državni svet podeljuje. Delamo iz ljubezni in naši začetki so sloneli na tem, da smo pri vsaki poti fantje iz denarnice dali 50 evrov za stroške prevoza, za benzin. Sedaj smo se že pa malo bolj organizirali in imamo že drugo leto svoje koledarje in jih tudi nekako potem med prijatelje ponudimo in dobimo nekaj denarja za to. Čestitamo. Kot peta prejemnica plakete se nam bo na odru pridružila gospa ali gospodična Katja von Mervič. Katja von Mervič je svojo pot začela leta 2015 s sodelovanjem v 4 organizacijskih ekipah, udeležila se je regijskih srečanj in motivacijskih vikendov, kjer se je urila v mehkih veščinah in nasploh pomagala pri dogodkih organizacije, ki združuje evropske študente tehnologije in omogoča izmenjave med študenti po Evropi ter komunikacijo in sodelovanje med njimi. Leta 2016 je kot predsednica društva imela pred seboj jasen cilj: znanjem olajšati delo članom in vodstvu društva, a hkrati ohraniti kvaliteto dogodkov. S predlogi v mandatu je združila delo disciplinske komisije in nadzornega odbora v le en organ. Poleg tega je skozi leta zbližala društvi STEK in BEST, ki prej nista sodelovali med seboj in tudi s tem olajšala delo članov. Sama se je udeležila dogodka Be Proud, 10-dnevnega izobraževanja za predsednike in spodbudila tudi BES Ljubljana k organizaciji tovrstnih mednarodnih dogodkov. Letu 2018-19 je bila članica nadzornega odbora, hkrati pa je sprejela izziv in postala glavna organizatorka BES dnevov tehnike in naravoslovja in ob tem vzpostavila sodelovanje s številnimi podjetji. Večkrat je vodila tudi lokalne občne zbore, ki jih je bolj strukturirala tako vsebinsko kot časovno. Letu 2020 je postala tudi trenerka mehkih veščin, s tem pa bo lahko vse svoje znanje prenašala na nove generacije. Nanjo se člani še vedno obračajo za nasvete, saj vedo, da se lahko nanjo vselej zanesejo in bodo po pogovoru z njo našli kakšen odgovor več na svoje vprašanje. Katja von Mervič upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejša prostovoljka na področju združevanja in povezovanja evropskih študentov tehnologije ter njenega doprinosa pri spodbujanju izmenjav, komunikacije in sodelovanja med njimi. Čestitamo. Sem Katja in sem bila 5 let aktivna v društvu BES Ljubljana, to je društvo inženirjev in naravoslovcev. V zadnjem letu sem postala tudi trenerka mehkih veščin, s čimer sem izpopolnila svoje znanje mentorstva in prenašanja znanja na druge. Ker je v trenutnem času tudi v inženirstvu zelo pomembno, da znamo mehke veščine, znamo komunicirati med sabo, se z društvom zelo fokusiramo na to, da izobražujemo svoje člane in tudi druge študente prek treningov, ki jih imamo za njih organizirani zastonj. Oziroma naši člani pa te treninge in te veščine potem izpopolnjujejo na dogodkih, ki jih organiziramo za druge študente. V 5 letih mi tega ne bi uspelo narediti, ker sem brez velike podpore sočlanice, pa tudi svoje sestre Lucije, ki bi se ji rada zahvalila za pomoč in konstantno podporo in to delo. V prihodnje nameravamo z društvom organizirati še več dogodkov, čeprav je trenutno malo težje zaradi korone, ampak se veliko trudimo za to, da bi vključevali vse študente, ne glede na situacijo, pa to, da lahko rastejo in se učijo novih stvari, ki se jih na fakulteti ne morejo naučiti. Nameravam se še udeleževati internacionalnih dogodkov društva BES, ki se dogajajo po celi Evropi, ter izpopolnjevati svoje znanje kot trenerka mehkih veščin, zato da bi še bolje lahko prenašala znanje na svoje člane, pa tudi v lokalno društvo v Ljubljani, da bi širila ta spirit BES-a še naprej, ker nas povezuje in nam daje veliko motivacije, da se udeležujemo še drugih stvari. Pred
dnevi smo obeležili Svetovni dan krvodajalstva. Zato prosim, da se nam na odru pridruži naslednja prejemnica plakete, gospa Antonija Galjot. Gospa Antonija Galjot je v krajevno organizacijo Rdečega križa Češnica včlanjena že od leta 1960. Tajniške zadolžitve je prevzela leta 1963, leta 2005 pa je prevzela tudi funkcijo predsednice. Vsa leta skrbi za tajniška opravila, pisanje zapisnikov in hrambo obsežnega arhiva, ki obsega dokumentacijo vse od leta 1957 dalje. Gospa Antonija spodbuja delovanje skupin starejših, organizira pomoč ljudem, ob novem letu poskrbi za razdelitev čestitk članom, ki so starejši od 75 let. Posebno pozornost posveča organizaciji krvodajalskih akcij v Železnikih, ki so po številu prostovoljnih darovalcev v samem vrhu v državi. V času poplav leta 2007 je v kulturnem domu v Železnikih, kjer je bil ustanovljen krizni center, skoraj 2 meseca usklajevala delo in skrbela za pravično razdelitev prispele materialne pomoči vsem prizadetim poplavah. Aktivno je sodelovala z dr. Tonetom Koširjem pri zbiranju prispevkov za knjigo Rdeči križ stoletnica prostovoljne dobrodelnosti na Loškem. V okviru RKS Škofja Loka je bila dolga leta članica območnega odbora, Komisija za socialno dejavnost, Komisija za krvodajalstvo in Komisija za starejše, sedaj pa deluje v nadzornem odboru. S članki se pogosto oglaša o Retitovških obzorjih in železnih nitih, poleg vsega naštetega je pa zavedna občanka, aktivna pri vseh delih v domačem kraju. Gospa Antonija Galjot upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejša prostovoljka na področju krvodajalstva, skrbi za starejše in humanitarnih dejavnosti. Čestitamo! Pozdravljeni! Prostovoljstvo so mi privzojili že starši. Že vse življenje spremljam, kaj se v kraju dogaja in to vedenje mi pomaga pri delu. Moje delo pri Rdečem križu se je začelo že pred 60 leti, ko smo zaključili zdravstveni tečaj Rdečega križa v Železnikih. Po toliko letih poznam ljudi in življenje v kraju in njihove potrebe. Skupaj z odborom pomagamo vsak v svojem kraju. Sodelujemo z občino in njeno socialno službo. Pomaga nam podmladek Rdečega križa osnovne šole Železniki. Največja zahvala izrekam območnemu združenju Rdečega križa Škofja Loka. Neizmerna je njihova strokovna pomoč. Prostovoljstvo živim in delam. Poleg družine je to moja največja naloga in veselje, če mi uspe pomagati. Še naprej želim delati tako kot do sedaj. Naj imajo občani delo in kar nujno potrebujejo. Zopet bomo obiskovali ostarele in bolne, ko bo mogoče. Pomagali bomo s hrano in plačilom položnic in svetovali za druge pomoči. Vsi smo bratje. Na koncu bi se rada zahvalila Državnemu svetu za podeljeno priznanje, ki mi je v izredno čast. Hvala. Kot zadnji v prvem nizu prejemnic in prejemnikov plaket prostovoljci po izboru Državnega sveta 2020 se nam bo pridružil gospod Žiga Kovačič. Gospod Žiga Kovačič v Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov kot prostovoljec in mladinski voditelj aktivno deluje že 21 let. Član organizacije pa je že 27 let. Preteklih 12 let je kot član izvršnega odbora snoval in uresničeval strateške usmeritve organizacije. V zadnjih 6 letih je kot načelnik vodil obsežno prenovo strukture in vzgojnih vsebin organizacije in s tem povezana področja vzgoje, usposabljanja mladinskih voditeljev, vodenja lokalnih enot in strateških partnerstv. V času delovanja na najvišji funkciji kot načelnik je članstvo naraslo za kar 1500 članov. Okrepil je vzgojne vsebine, kot so vzgoja za zdravje, za poklic in aktivno državljanstvo. Povečal je vpliv in ogled organizacije v mladinskem sektorju in slovenski civilni družbi.
Žiga motivira in navdihuje njegovo osebno poslanstvo, s katerim želi ustvariti kakovostne priložnosti za otroke in mlade, da lahko odkrivajo svoj potencial in ga uresničujejo, ter da so aktivni člani družbe, jo soustvarjajo in zapuščajo svet boljšega, kot so prijeli, je velik. Sodeloval je pri 3 taborih za skavtske voditelje, vodil je tabor za otroke žrtev min iz Bosne in Hercegovine, Bum prijateljstva, vodil je praznovanje 100-letnice skavtstva ter bil vodja prvega slovenskega skavtskega jamboreja, srečanja vseh 1000 mladih, kjer so se zbrali vsi slovenski skavti in skavtinje. Preko izvedbe uspešnih projektov in pobud vzgoje mladih za aktivno državljanstvo, zaposljivost mladih, zdravje mladih in okoljske vzgoje ter dobrega sodelovanja z različnimi organizacijami je močno pripomogel tudi krepitvi civilne družbe v Sloveniji. Gospod Žiga Kovačič upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejši prostovoljec na področju razvoja kakovostnih priložnosti za otroke in mlade v najširših okvirih, ki jih ponuja skavtsko gibanje. Zato mu čestitamo. Lep pozdrav. Najprej hvala Državnemu svetu za priznanje in plaketo za moje delo kot prostovoljec pri skavtih in seveda svoje organizacije, ki je prepoznala moj doprinos mladinskemu delu. Mladinsko delo oziroma delo z mladimi me je oblikovalo v človeka, ki sem sedaj, tako karierno kot družinsko, dal mi je vrednote, katerim hočem slediti. Iz mene je izvabilo najboljše talente in mi omogočilo, da sem postal dober človek in predvsem človek, ki hoče spremeniti svet na boljše. Upam, da sedaj, ko sem aktivno nehal biti član izvršnih odborov pri skavtih, da bom še vedno lahko sodeloval zraven z nekaj svojim znanjem, z nekaj sigurno s podporo trenutnemu vodstvu in skavtom, ki še zmeraj delajo in so kot največja mladinska organizacija poklicani k temu, da spreminjajo Slovenijo, da ji pomagajo, da raste. Predvsem s tem, da mlade učimo, da so del te naše družbe, da mlade učimo, da svoje talente izrabijo na največji in najboljši možen način. Le tako bomo imeli enkrat prihodnost kot država in kot narod, ko bomo mlade naučili, da je prihodnost v njihovih rokah, da je nekaj razmišljanja in izboljševanja samega sebe nekaj, kar je nujno. Tako da jaz bom mlade vsem tem vedno podpiral s svojim znanjem, z izkušnjami, z nasvetom, seveda tudi z vzgojo svojih lastnih 3 otrok. No. Tako da jaz mislim, da skupaj z ženo Urško, brez katere tega vsega ne bi bilo, razumeva, da je vzgoja mladih vseživljenjski projekt in nikoli ne moreš od njega čisto odstopiti. Sledi krajši glasbeni pridah. Prisluhnimo pihalnemu kvintetu policijskega orkestra pod vodstvom Tjaše Bulajič. Naj vam melodija odkrije skrite kotičke naše prelepe Slovenije, pa pojdimo skupaj v Mozirski gaj. Thank you.
Dobrota je posoda, ki nahrani vsa lačna usta. In prostovoljci ste njeni varuhi, ki prinašajo nove perspektive, svežo energijo in dodaten zanos družbi, zlasti pa povezujejo skupno z okoljem. Ponovno vabim predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovsco, da podeli plakete Državnega sveta novim prejemnicam in prejemnikom. Kot prvega v drugem nizu prejemnic in prejemnikov plaket bi na oder morala povabiti gospoda Friderika Lapanjo, a žal ni več med nami. Plaketo bo v njegovem imenu prevzel sin, gospod Iztok Lapanja. Gospod Friderik Lapanja se je več kot 44 let posvečal dejavnosti prostovoljskega dela na področju sociale. Svoj čas in življenjsko moč je namenjal dejavnosti preventive za zmanjšanje socialnih stisk zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. Pomagal in sodeloval je v skupinah za spreminjanje odnosnih in vedenjskih vzorcev zasvojencev in njihovih družinskih članov. V zadnjih 10 letih je največ prostovoljnega dela opravil na področju povezovanja društvev oziroma klubov zdravljenih alkoholikov v Zvezo klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije. Cilj tega povezovanja je bilo spodbuditi še kvalitetnejše strokovno delo, prostovoljstvo in promovirati zdrav življenjski slog. Neumorno in aktivno je sodeloval pri uvajanju novih programov na tem področju in sicer svetovalnice za zmanjšanje tveganega in škodljivega uživanja alkohola, pri uvajanju preventivnih programov za osnovnošolce, dijake, njihove starše in družine. Vsi ti programi in aktivnosti so danes zelo dobro sprejeti v okolju in so strani socialne zbornice tudi ustrezno verificirani. Veliko časa je posvečal sodelovanju z okoljem, lokalnimi skupnostmi, sodeloval s centri za socialno delo, šolami, delovnimi organizacijami in vsemi tistimi, ki usmerjajo uporabnike v programe Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije. Gospod Friderik Lapanja pravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejši prostovolec na področju preventivnega dela s posamezniki in skupinami, ki trpijo zaradi zlorab ali so ogrožene zaradi tveganega in škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. Čestitamo. Jaz sem silo zadovoljen, da so prepoznali, da je prostovoljstvo v naši organizaciji zelo pomemben del, kajti brez prostovoljcev v tem letih, to je pa kar dobrih 50 let, kar klubi delujejo po Sloveniji, ne bi bili na tem nivoju, kot smo zdaj. Res pa je, da so klubi bili predvsem prepuščeni sami sebi, zato je prav, da smo ustanovili zvezo, s pomočjo katere smo oblikovali še bolj kvalitetne programe za urejanje zdravljenih alkoholikov in pa, kar je zelo pomembno, smo približali določene storitve tudi podeželju, torej regijam, ki smo izven središč, to pa s programom Svetovalnica, se pa zavedamo, da brez preventive, tako v šolah, tako v delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih, v družini, ne bo šlo. Zato smo tudi program preventive naredili. Tako da se moram zahvaliti za priznanje, ki ga bomo pač, ki ga dobimo, oziroma ki sem ga dobil, to da brez prostovoljcev, ki so vsa ta leta trudno z mano pač delali in bodo še delali naprej, verjetno ne bi dosegli tega, kar smo. Delaj pa še veliko, kajti en cilj je zelo pomemben. Da bi čim bolj osvestili občane o tveganem in škodljivem pitju in če pride do odvisnosti, kar je bolezen, ni drugega kot odločiti se in iti po pravi poti, to je pa pot treznosti. Hvala lepa. En velik poklon, ja. Naj se nam pridruži naslednji prejemnik plakete, gospod David Marc.
David Marc se s panogo modelarstva ukvarja od leta 1972. Modelarska sekcija je najprej delovala v okviru Aerokluba Josip Križaj v Ajdovščini. V modelarskem krožku je bila sprva aktivna le peščica članov, nato pa se je članstvo ter številne dejavnosti društva povečalo. Tako je društvo za izvedbo programa potrebovalo ustrezno infrastrukturo in prostor, zaradi katerega je bilo leta 2005 ustanovljeno modelarsko društvo Ventus. Prostore za svoje delovanje je našlo v Vipavi, kjer je sedaj prizorišče izvajanja dejavnosti modelarstva. Gospod Marc je bil na področjih aktivnosti društva sprva dejaven kot aktiven tekmovalec. Bogate izkušnje in veselje do tehnične kulture so bile leta 2008 dobra podlaga za prevzem upravljanja ter organiziranosti društva. Od leta 2010 je bilo društvo organizator tekmovanj za evropski pokal. V letih 2015 in 2016 pa je bilo društvo gostitelj ter soorganizator 2 svetovnih prvenstev, na katerih je sodelovalo 27 držav. Društvo je aktivno tudi na področju dela z otroki in mladino. Krožke za poučevanje tehnike brezpilotnega letalstva izvaja namreč v lastnih prostorih in se jih letno udeleži okoli 50 otrok. Društvo je član Letalske zveze Slovenije in v tem okviru tudi eden pomembnejših organizatorjev državnih prvenstev. Gospod Marc je pobudnik za razvoj ter registracijo vzletišč, pobudnik za urejanje zakonodaje za brezpilotna letala ter pobudnik umestitve panoge modelarstva v okvir uradno potrjenih tekmovalnih sistemov Olimpijskega komiteja Slovenije. Na njegovo pobudo od leta 2000 poteka Vrtovčev pohod, ki se ga vsako leto udeleži okoli 5000 pohodnikov. Od leta 2007 je aktiven član predsedstva Športne zveze Ajdovščina in se zavzema za razvoj in sofinanciranje tehnične kulture v občini Ajdovščina. Od leta 2009 pa je tudi predsednik ribiške družine, kjer skrbi za upravljanje ajdovskega ribolovnega okoliša. Gospod Marc je podjetnik, ki svoje delo upravlja na področju gradbeništva, veselje in hobi v nevladnih organizacijah posklajuje med obveznostmi podjetja in družine. Sam pravi, da mu to daje zagon za soustvarjanje aktivnosti na vseh življenjskih področjih. Gospod David Marc upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejši prostovoljec na področju izvajanja dejavnosti modelarstva, promocije tehnične kulture in vsestranske aktivnosti v nevladnih organizacijah. Čestitamo. Pozdravljeni, vesel sem, da so ljudje okoli mene opazili moje prostovoljno delo, nikoli pa nisem mislil, da bi delal za priznanja. Vse, kar je napisano v predlogu za priznanja, je res in vsi me poznajo, da sem vedno v ospredje postavljal tehniko, saj trdim, da je tehnika vzrok in vse ostalo je posledica. Morda so pozabili napisati, da sem tudi ribič od leta 1972, pa da sem bil 2 mandata predsednik krajevne skupnosti Planina in še kaj bi se dobilo. Največ zaslug za to, da sem jaz vsaj upam, nesebično razdajal za skupnost, pa ima nekdo, ki je doma, ko sem bil jaz po sestankih, čuval najne 4 otroke. Kaj naj še povem? Garantiram vam, da imate pred seboj najbolj srečnega človeka na svetu, pa ne zaradi priznanj, ampak zaradi tistih prijetnih trenutkov, ko ti nekaj uspe in ti prijatelji in somišljeniki rečejo bravo, David. Še enkrat bi se zahvalil predlagateljem, čeprav vem, da me bo to priznanje tudi nekaj koštalo in to je piknik po koroni. Naslednji nominiranec za plaketo Državnega sveta je gospod Jože Okoren. Prostovoljske organizacije in kot prostovoljec je gospod Jože Okoren ključen že preko 50 let, skratka od svojega 20. leta, ko si je poškodoval hrbtenjačo. Predvsem se je razdajal med slovenskimi paraplegiki in tudi ostalimi invalidi na področju športa invalidov kot organizator in odličen športnik. Je dobitnik več paraolimpijskih medalj v atletiki. Dobrih 20 let vodi društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Več kot 30 let je vodil šport med paraplegiki, 20 let pa je bil tudi podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije.
Za njegov doprinos k izboljšanju kvalitete življenja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov ga je Zveza paraplegikov Slovenije ob 40-letnici delovanja odlikovala zlato plaketo. Ob 50-letnici pa s plaketo častnega člana, s katero se lahko ponašajo samo ustanovni člani zveze. Ker se njegova matična organizacija zaveda pomembnosti njegovega doprinosa na področju športa invalidov, je bila tudi sopredlagateljica najvišjega priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, Bloudkove nagrade, katero je za izjemen prispevek v letu 2009 tudi prejel. S tem dejanjem mu je tudi slovenska država dala priznanja za njegovo pionirsko delo na področju športa invalidov. Vsa njegova prostovoljska leta v invalidskih organizacijah si je prizadeval za invalidom arhitekturno dostopne in prilagojene športne objekte in tudi siceršno dostopno zgrajenega okolja. Ta namen je opozarjal pristojne na pomanjkljivosti dostopnosti športa invalidom in spodbujal iskanje optimalnih rešitev za odpravo ovir v urbanem okolju. V svojem bogatem športnem in organizacijskem ciklusu je pri Zvezi paraplegikov izdal več priročnikov in brošur s ciljem osveščanja mladih paraplegikov v smislu vključitve v športne aktivnosti in posledično zmanjšanje obolenj pri tistih, ki se aktivno ukvarjajo s športom. Ob njegovi 70-letnici in 50-letnici vožnje z invalidskim vozičkom je skozi literarni zapis v samozaložbi predstavil tudi zgodbo o svoji življenjski poti pod naslovom 20 nageljnov in voziček. Letos pa je kot nosilni soavtor predstavil šport Zveze paraplegikov Slovenije v enciklopedije 50 let športa slovenskih paraplegikov. Gospod Jože Okoren upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejši prostovoljec na področju razvoja in promocije športa slovenskih invalidov. Čestitamo. Ja, človek ugode, ko je opažen za svoje delo, predvsem, če je opažen se strani državnih organov, državnih inštitucij, kajti v mojem primeru gre za neko specifično poslanstvo, specifično delo, svoje mladostno športno udejstvovanje in kasneje kot organizator različnih dejavnosti, predvsem v invalidskih organizacij. Vse te izkušnje sem začel potem prenašati na mlajše invalide, bodi se po stažu invalidnosti, kajti marsikdo je dobil nek vzor v meni, kljub temu, da dobiš diagnozo paraplegije, vezan na invalidski voziček, je življenje lahko prav tako lepo in tudi, če se na vozičku lahko marsikaj koristnega postoriš. Res, da ni naše poslanstvo kot poslanstvo prostovoljca nekaj medijsko zanimivo, ampak je nadvse pomembno, kajti ogromno je tega, ki na način prostovoljstva lahko olajšamo ljudem življenje, pa ne samo invalidom, tudi ostalim neinvalidom. Predvsem je moja dejavnost oziroma neko razmišljanje, da lahko predvsem mladim predstavimo svoje delo in mladi tu v Novem mestu smo sosedje dijaškega doma, srednjošolskega centra in osnovnih šol in prav z veseljem pokažemo, kaj invalidi delamo, tako da se oni srečujejo v nadaljem življenju in jim je lažje, tudi če imajo kakšne opravke na tem področju. Gospod Okoren, vaše nasvete smo upoštevali tudi pri prenovi naše dvorane, da ste lahko danes tukaj z nami. Verjamem. Na oder bi sicer povabila naslednjo prostovoljko, prejemnico plakete, gospo Marijo Petrič, a je žal neodložljivo odsotna. Plaketo bo v njenem imenu prevzel dr. Tomaž Simetinger. Gospa Marija Petrič, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Črna na Koroškem, je svoje poučevanje v kraju pričela leta 1964. Njeno dolgoletno prostovoljno delo je vtkano v mnogo uspešno izvedene aktivnosti Delavsko-posvetnega društva Svoboda Črna na Koroškem in mešanega pevskega zbora Mato.
Od leta 2011 je predsednica društva in od leta 1982 aktivna članica pevskega zbora. V vseh teh letih pravzaprav nobeno kulturno dogajanje v občini ni bilo izvedeno brez aktivnega sodelovanja gospe Marije, ki predano, z veliko občutka ter strokovno podkovano pripravlja in zagotavlja vse potrebno za razvoj in izvajanje kvalitetnega kulturnega življenja v kraju. Prav tako je že vrsto let uspešno vključena v projekt Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma. Društvo upokojencev Črna na Koroškem v društvu pa upravlja tudi različne pomembne funkcije. V času svojega poučevanja je bila tudi aktivna članica Planinskega društva Črna. Gospa Marija Petrič skozi svoje delovanje v društvih že več let tesno sodeluje z občino Črna na Koroškem in je tudi članica strokovne komisije za ocenjevanje literarnih del osnovnošolcev na prireditvi Gradovi kralja Matjaža. Medsebojno sodelovanje v občini Črna na Koroškem se je v vseh teh letih močno ukrepilo in povezalo občane prav zaradi stalnega aktivnega prizadevanja prostovoljke Marije Petrič, kar bistveno vpliva na celotno kulturno dogajanje v kraju in na kvaliteto bivanja starejših občanov. Gospa Marija Petrič sodi med tiste prostovoljce, ki za ljudi delajo z odprtim srcem. Gospa Marija Petrič upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejša prostovoljka na področju kulturnega in društvenega življenja občini Črna na Koroškem ter vsestranske pomoči starejšim občanom in višanja njihove kvalitete življenja. Čestitamo. Ja, jaz bi pač takole rekla, tega sem vesela, na vse zadnje zdaj, najprej sem bila presenečena, zdaj sem vesela. Pač takole rečem, vsaka od teh dejavnosti, s katerimi sem se ukvarjala, mi je pravzaprav prinesla neke lepe izkušnje, nova doživetja druženja tudi, kar je bilo včasih fajn. Predvsem pa recimo kot mentorica z mladimi planinci sem, lahko rečem, da sem vesela, da sem bila z njimi, ker smo prekrižarili še v tistih časih, ki so bili pač malo drugače, se je dalo organizirati kot pa danes, ne? Od Pohorja do Komne in vsega, veliko stvari, Krna recimo, vse posod smo bili. Predvsem so bili recimo s planinci tudi zelo zanimivi ti orientacijski pohodi, vedno je bilo kaj novega, tako da smo... In v tem sklopu, recimo, sem tudi sama dvakrat priplezala na 3 glave, ne? Ker če se ne bi s tem ukvarjala, je vprašanje, če bi se kdaj podala na to pot. Tako pa je bilo. V mojem življenju ima pa to zborovsko petje, v katerem sodelujem že 40 let, poseben čar. Leta so kar prehitro minila, žal. Predvsem pa ta nepozabna gostovanja, torej na domačem odru je bilo itak vedno najlepše, ampak tudi gostovanja od Avstrije, Madžarske, Srbije, v Guči smo bili recimo, kar sicer tudi ne bi nikoli najbrž. Hrvaška, Šolto smo celo pobrateni za občino Šolta, ne? Tam smo že večkrat bili, tako da je bilo fajn. Letos praznujemo 40 let zbora in 100 let društva, Delavsko-prosvetnega društva Svoboda, katerega predsednica sem tudi in zbor spada pod to okrilje. 100 let, velike načrte smo imeli, zdaj kaj se bo dalo narediti, čakamo, samo čakamo in želimo, da to čim prej mine, ne, da lahko kaj naredimo. Tale naša druženja pravzaprav so mi pa tudi meni osebno, pa seveda krajanom itak, dala možnost srečati se z nekaterimi ljudmi, s katerimi se sigurno ne bi. Recimo Mojmir Sepe je bil naš gost, Primož Suhodolčan, no ta je sicer Korošec tudi, ampak ga bolj redko vidimo, Tone Partlič, recimo Florjan Lipuš z one strani meje, Matej Zemljič, ki je za mladino bil seveda fajn, bolj kot za nas starejše, ampak za vse je bil krasno. Tako, skratka, vsaka taka izkušnja ima ene lepe zadeve. Sodelujem tudi pri upokojencih, sem članica upravnega odbora. Tam skrbim predvsem bolj za to kulturno dejavnost oziroma za kulturne programe ob kakih priložnostih.
Pa starejši za starejše, recimo tam se to itak dela po nekem programu, tam pač dobro, recimo, ker smo v majhni vasi, sodelujemo, dokler mi zmoremo za druge skrbeti, v upanju seveda, da bojo kdaj tudi za nas poskrbeli. Naslednji finalist za prostovoljca 2020 je gospod Miran Predikaka. Gospod Miran Predikaka je prostovoljni gasilec od svojega 13. leta. Je član prostovoljnega gasilskega društva Podova, ki spada v Gasilsko zvezo Maribor. V svoji bogati gasilski karieri, preden je postal častni predsednik društva, je kot prostovoljni gasilec opravljal mnoge zahtevne vodstvene funkcije. 6 let je bil tajnik društva, 21 let predsednik društva, 14 let poveljnik gasilskega poveljstva občine, 28 let tajnik gasilske zveze, 17 let podpoveljnik in član poveljstva gasilske zveze, regijski poveljnik in 10 let član poveljstva gasilske zveze Slovenije. Že 7. leto je član nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije. Gospod Miran je tudi dobitnik najvišjega priznanja v gasilski organizaciji, priznanja Matevža Haceta. S svojimi bogatimi izkušnjami, visoko stopnjo profesionalnosti, usposobljenosti in zurjenosti je bistveno pripomogel k razvoju gasilstva v Mariboru in širše v slovenskem prostoru. Pri delu vedno pokaže svoje izjemne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Vselej spodbuja izobraževanje gasilcev, opremljanje gasilskih enot, velik poudarek pa daje delovanju gasilske mladine. Vse svoje znanje in sposobnosti posveča gasilski organizaciji. Gospod Miran Predikaka upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejši dolgoletni prostovoljec na področju prostovoljnega gasilstva in razvoja gasilske organiziranosti na Slovenske. Čestitamo. Pozdravljeni, sem Miran Predikaka, član prostovoljnega gasilskega društva Podova ter član nadzornega odbora pri Gasilski zvezi Slovenije. Iskreno se zahvaljujem za prejeto priznanje Državnega sveta za prostovoljstvo. To priznanje mi daje spodbudo za nadaljnje delo, kljub temu, da več nisem rosno mlad. Potrudil se bom, da svoje dosedanje izkušnje in znanje prenašam naprej na mlajšo generacijo. Svojo gasilsko humanost sem prenesel tudi na svoja sinova in vnuka. Na to sem zelo ponosen, saj društvo brez mladine je kot drevo brez korenin. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Na vrsti je naslednji prostovoljec in prejemnik plakete, gospod Srečko Štajnbacher, vabljeni, da se nam pridružite na odru. Gospod Srečko Štajnbacher je po izobrazbi profesor geografije in zgodovine, po poklicu in srcu pa naravovarstvenik in kulturnovarstvenik. Je vodja ene od 7 območnih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in skozi to funkcijo vodi varstvo dediščine na severovzhodnem delu Slovenije. Pri svojem delu je hiter in učinkovit in odlično sodeluje z lokalnimi skupnostmi. Je tudi predsednik Slovenskega konzervatorskega društva, ki skrbi za strokovno povezanost konzervatorjev. Pri zvezi ZOTKS že več kot 35 let sodeluje pri projektu Mladini prijazna znanost, kjer je letos organiziral in vodil že svoj 50. mladinski raziskovalni tabor. Njegovih taborov se je od leta 1985 udeležilo 984 mladih raziskovalcev, s katerimi je delalo 387 strokovnih mentorjev. K delu z mladimi je vselej znal pritegniti tudi druge mentorje, ki so na svojih področjih priznani strokovnjaki, zato imajo rezultati dela skupin na raziskovalnih taborih vselej tudi uporabno vrednost za lokalno in širšo javnost. Jubilejni 50. mladinski raziskovalni tabor je vodil na Rogli, ki je bil ob upoštevanju ukrepov zaseden, saj se mladi radi vračajo na tabore več let zapovrstjo. Je človek z veliko energijo, odločen, premočrten in odgovoren, zna zagovarjati svoje stališča, a mu ne manjka srčnosti.
Gospod Srečko Steinbacher upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejši prostovolec na področju mladinskega raziskovalnega dela. Čestitamo. Mladinski raziskovalni tabori v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki potekajo že več desetletij, so v osnovni fazi namenjeni spoznavanju znanstveno-raziskovalnega dela pri mladih udeležencih, s tem, da seveda poskušamo vseh teh letih to delo oplemenititi z delom na terenu. Ko smo začeli uvajati te tabore, seveda so bile razmere in pogoji v šolah nekoliko drugačni, zato smo poskušali vse tisti manko, ki ga otroci niso imeli v neposrednem stiku z naravo, z nekim konkretnim okoljem, pač nadomestiti z temi raziskovalnimi tabori. Najprej so se teh taborov udeleževali srednješolci in študentje. Delali smo tako, da seveda so bili ves teden razporejeni v isto raziskovalno skupino in smo seveda v teh desetletjih obredli precejšen del Haloz, Slovenskih goric, celotnega Pohorja in dela Koroške. In seveda na osnovi vsega tega so potem nastali številni delovni rezultati, marsikje tudi, kot temu rečemo, ničene raziskave. Seveda so številni udeleženci kasneje v svojem poklicnem življenju bodisi nadaljevali študij na tem področju, tako da so seveda na osnovi tega raziskovalnega dela nastale številne seminarske, diplomske naloge in seveda tudi doktorati, in nekateri od teh udeležencev so se tudi kasneje vrnili in se še vračali nazaj tudi kot mentorji delovnih skupin. Zmeraj smo sodelovali z lokalnim okoljem, tako da na začetku, ko so bili ti tabori brezplačni, je bilo nekoliko drugače, kasneje so se pojavile pač zahteve po sofinanciranju in v zadnjih desetletjih smo uspeli z lokalnimi skupnostmi najti, kot temu rečemo, pozitivno sodelovanje, tako da lokalne skupnosti z veseljem prispevajo svoj delež, zato pa seveda tudi je narava dela taborov takšna, da so ti rezultati, ki jih na koncu predstavijo udeleženci in kasneje tudi mentorji v zaključnem poročilu, tudi uporabni v lokalnih skupnostih. Tako da mi smo vrsto takšnih stvari naredili, ki so in tudi rezultatov pripeljali to tako daleč, da so uporabni bodisi za razvojne možnosti na področju turizma, narave, kulturne dediščine in tako naprej in seveda tako so nas posodo z veseljem sprejeli. Mogoče je bilo še to za omeniti, da smo bili verjetno edini, ki smo v letu 1991 izpeljali tabor, se pravi v času slovenske osamosvojitve, in da smo seveda v tistem času, ko so bili zelo popularni tabori na ekološkem področju, smo mi vse skozi imeli vse eno skupino, vendar smo preživeli, ker smo imeli vsebine tako različne, da so lahko udeleženci zmeraj našli nekaj za svoje strokovno delo. Jaz upam, da se bo to delo v bodoče nadaljevalo, da seveda poskušamo zlasti v tem času, ko je korona pokazala, da je Slovenija tudi lepa, te stvari nadgraditi in seveda vlagati v mlado generacijo, da je seveda tudi marsikatera učna delavnica v naravi učinkovitejša, kot pa ta samo v učilnici. Hvala. Kot zadnjega nominiranca vabim na oder gospoda Iztoka Vorkapiča. Iztok Vorkapič beleži 44 let aktivnega dela v športu, od tega 20 let v vlogi aktivnega tekmovalca v borilstvu in 24 let prostovoljskega dela v tajskem boksu Muay Thaju. Kot pobudnik in ustanovitelj tajskega boksa Muay Thaja v Sloveniji je tudi mednarodni predstavnik Slovenije v tej športni panogi, ki jo priznavata Olimpijski komite Slovenije in Mednarodni olimpijski komite. Njegovo področje delovanja zajema šport na vseh nivojih. Kot ambasador športa in športne panoge tajski boks v regiji Alpe Adria je tudi pobudnik in mentor pri izvedbi številnih mednarodnih projektov v Sloveniji. Največji del svojega prostovoljskega dela posveča mladim, na katere kot ambasador športa prenaša olimpijske vrednote in jim neumorno pomaga pri uresničevanju njihovih zastavljenih ciljev v športu in s pomočjo športa. Z vidika humanosti, medčloveških odnosov ter pripravljenosti nuditi pomoči potrebnim je bil gospod Vorkapič pobudnik humanitarne akcije in izvedbe športne prireditve Moč za pomoč, z namenom zbiranja denarnih sredstev za ponovno izgradnjo osnovne šole Banka Mala na Phuketu na Tajskem, ki jo je odplavil cunami. Za to humanitarno gesto je Slovenska zveza tajskega boksa prejela plaketo zahvale strani kraljevine Tajske. Gospod Iztok je prodoren, preudaren in ima jasno vizijo, kar so prepoznali tudi v svetovni organizaciji IFMA, v kateri upravlja funkcijo prvega svetovalca predsednika. Poleg tega je licenčni nosilec in ustanovitelj Mednarodne lige tajskega boksa.
Je tudi pobudnik in organizator prvega mednarodnega športnega borilnega spektakla v Sloveniji. V rojstnem Novem mestu je prejel za svoje prostovoljsko delo županovo plaketo za izjemne dosežke in bronasto Bloudkovo značko za delo v športu. Je prejemnik bronaste plakete iz strani Olimpijskega komiteja Slovenije, OKS, za športne dosežke v letu 2016. Gospod Iztok Vorkapič upravičeno izpolnjuje vse kriterije kot najzaslužnejši dolgoletni prostovoljec na področju razvoja borilnega športa, mentorskega dela z mladimi in humanitarnosti. Čestitamo. Kot pobudnik in ustanovitelj tajskega boksa v Sloveniji ter prvi svetovalec predsednika Svetovne organizacije za tajski boks IFMA, sem skupaj z našimi ambasadorji športa in prostovoljci ob dejstvu, da so trenutne športne dejavnosti precej omejene, pozival in bom pozval tudi v bodoče vse medijske hiše, naj bodo njihove prve dnevne novice poziv vsem državljanom k čim več aktivnosti, preživljanju prostega časa v naravi ter pravilni zdravi prehrani. Kot dolgoletni športni delavec si pa v imenu športa prav gotovo želim, da bi bilo leto 2021 leto vrnitve nazaj na mednarodna športna tekmovalna prizorišča. Vsem skupaj, dragi prejemnice in prejemniki tokratnih plaket Državnega sveta, še enkrat čestitamo za vaše izjemno požrtvovalno in edinstveno prostovoljno delo. Za nov glasbeni predah pa bomo znova zaprosili fante z vasi, ki nam bodo s pesmijo pričarali neokrnjen planinski svet. Jaz pa nage sem preklet.
črnila in pero, bil življenje zapisala, kako je nama bilo lepo. Bil življenje zapisala, kako je nama bilo Fantje, nikar mi ne pobegnite z odra, lepo prosim, kar ostanite še malo. Bi pa prosila gospoda Plevčaka, da se mi pridruži tukaj za govornico, saj je v bistvu se prijazno ponudil, da spregovori nekaj besed tudi v imenu prejemnic in prejemnikov plaket. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem zbranim. Kaj reči ob tem dogodku? Nekako, da človek zajame vse. Že sigurno sem prepričan, da bi kdo izmed vas tudi hotel kaj poreči, bom pa se jaz potrudil, da bom spletel to našo skupno kito, da jo bojo vsi znali razumeti. Delati dobra dela ni tako enostavno. Delati dobra dela te nauči nobeden faks, nobena osnovna šola, nobeden doktorat, nobeden magisterij. To ti mora biti dano v zibel in s tem mora znati živeti. Od zibele do starosti je dolgo obdobje in v tem obdobju, kdor pač to v sebi nosi, lahko veliko dogradi. Ko vas tako gledam, vaše obraze, iz vaših obrazov želi danes zadovoljstvo, želi neka sreča, ponosni ste, ponosni smo na to, da smo bili opaženi, da smo med vami in da delamo dobro. Hvala vam. Kot vsak nagrajenec, tudi vsi mi danes ne smemo končati svoje poti. Sedaj, kljub letom, nekaterih malo mlajši, nekaterih malo starejši, smo šele na polovici poti. Še bomo delali dobro, če več osebno sami ne, bomo to dobroto in to humanost delili v svoje družine, med svoje otroke, med svoje prijatelje, med svoje vaščane, širše tudi oddelili po naši lepi domovini. Vse to je naša naloga, zato vem, da mi ni treba pozivati danes k temu, vem, da to bomo delali. Morda pa še drobna misel čisto ob koncu. Naša domovina slavi te dni 30. rojstni dan. Pokončna, močna. Pri 30 letih, če se povrnemo svoje življenje, kakšni smo bili fantje, kakšne ste bile dekleta, fantje, da bi gore premikal, dekleta pa tudi v vrhuncu svoje ljubezni do svojih družin in svojih domov. In da naša domovina lahko takšna, kot je, imamo tudi prostovoljci in vsi mi, ki jo čutimo, veliki del in tudi prav je, da to povemo, da smo na to ponosni. Domovina brez prostovoljstva, brez društev, brez vsega bi bila sramašna, ne bi bila takšna, kot je. Posebej še sedaj v teh težkih časih korone, ko se ljudje odtujujemo drug od drugega, ko nam ni več mar tako za drugega, se bojimo, včasih skoraj preveč, včasih tudi premalo, skratka, tudi v družbi, tako kot je že gospod Kovšca povedal, ima dobrovoljnost, dobra dela, velik pomen. Z temi mislimi bom nekako končal. Ko sem se doma pripravljal v Gorci med Brajdami, kaj naj porečem, sem imel 3 scenarije v srcu zapisane, povedal sem pa 4., ki je bil tudi nekaj podobnega. Hvala lepa vsem vam, mislim, da sem vas nekako vse zajel. Hvala gospe Zofiji,
ki mi je nekako zaupala tudi to nalogo. Naj še za anekdoto povem, prvikrat smo se pogovarjali takrat, ko je bil potres. V sosednji Hrvatski, tudi mi smo ga dobro čutili. Jaz sem letel iz hiše, ne vem, kam je ona letela, no čez 10 minut pa smo se zopet slišala, da smo še vse v redu. To je mala epizoda, takšno je pač življenje. Hvala lepa tudi našemu predlagatelju, gospodu Cvetkutu, Zupančiču in gospodu Tomažiču, ki se mi je opravičil. Glejte, nekdo te mora opaziti, da lahko greš naprej. Hvala, bili smo opaženi in vaše zaupanje bomo tudi znali upravičiti. Hvala lepa še enkrat. Gospod Plevčak, mi vas bomo pa zaprosili še za eno dobro delo, ampak dovolite mi, da za zaključno misel poprosim še predsednika Državnega sveta, gospoda Kovšca. Spoštovane gospe in gospodje, večkrat sem slišal naše politike, pa tudi koga drugega reči, da smo Slovenci majhen narod. Ni res. Mi smo maloštevilen narod velikih ljudi. Velikih na področju znanosti, velikih na področju športa, velikih tudi na področju gospodarstva in največjih na področju humanosti. Jaz si želim z vsem spoštovanjem do največjega svetovnega dramatika, da se nihče med nami nikoli ne bi spraševal biti ali ne biti. Želim si, da bi vsi razmišljali, kako biti čim bolje, čim lepše, čim dlje, sam sebi, za drugega in za človeštvo, za vse skupaj. Naj vam v mislih ostane vers našega pesnika, ki ravno zaradi tega, ker smo tako malo številni, ni prodrl na vse celine tega sveta, ampak v njem leži vsa modrost obstoja. V svojih delih sam boš živel večno. Gospoda Friderika Lepanja danes ni med nami, ampak njegova dela so ostala in v njegovih delih bo sam živel večno. Potrudimo se, da bomo vsi postorili kakšno tako delo, da bomo v njem ostali v spominu svojih ljudi, svojega naroda, mogoče tudi celotnega sveta. Naj v svojih delih vsi živimo večno. Hvala. No, prosim, da nam kot sklepno pesem zapoje še Fantje z vasi. Že spet jesen je tu, drevesa rumenijo, videl sem drobne ptice, ki v daljavo se selijo. Videl sem drobne ptice, ki v daljavo se selijo, a
Spoštovani, prijetno je biti v takšni izbrani družbi prostovoljk in prostovoljcev. Kdo ve, mogoče se prav zdaj zaradi vas in predstavljenih rezultatov vašega prostovoljnega dela nekdo nov izmed nas odloči, da se vam pridruži na tej plemeniti poti. Več kot nas bo, manj bo stisk, skrbi, žalosti, zapuščenosti in revščine. In to je edino, kar šteje. Slišali smo, kako zveni altruizem v polnem pomenu besede in zato smo vam iskreno hvaležni. Dovolite mi, da vas ob tej svečani priložnosti znova povabim na sklepno skupinsko fotografiranje z vodstvom Državnega sveta na odru. Prosim, če se nam pridružite.